Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni, reprezentanca se je že zbrala še dober teden na Sloči od kvalifikacijskih tekem, najprej s Finsko v gosteh, potem z Dansko doma. Slovenija po 2 krogih vodi, 6 točk ima, naslednja tekmeca sta na papirju tista, s katerima se naj bi Slovenija borila za prvi 2 mesti v skupini, tisti 2, ki vodita na Evropsko prvenstvo. O pripravah, o tekmecih, o klimi v reprezentanci se bomo pogovarjali s Timijem Maksom Elšnikom, ki je seveda tudi kapetan Olimpije, zato je to odlična priložnost za pogovor o pestrem dogajanju v ljubljanskem klubu. Živijo, Timi. Lep pozdrav. Pogovarjamo se na Brdu pri Kranju na zboru reprezentance Boštjan Janežič. Dober dan. In Marko Cirman. Lep pozdrav. Pozneje boste slišali tudi Marka Polaka. Prejšnji teden je bil na finalu Evropske lige med Romo in Sevilla. Povedal bo tudi, kaj v Italiji pričakuje od Interja, ki je outsider v finalu Lige prvakov proti Manchester City. V moje ime je Luka Petrič. Prvi polčas. Timi, znova torej smo se dobili tu na Brdu pri Kranju, na reprezentančnem zboru. Ste vedno v isti sobi, tu v hotelu? Ja, vsak ima svojo številko in nas vedno počaka v takšnem stanju, kot smo jo na zadnji pustili. Katero številko imate vi? 127. Je lepa številka, ne? Ja, mislim, 100 itak zaradi nastropja, 27, ko sem pa tudi imel v Olimpiji, ko sem prešel, je bila to moja prva številka in mi je dosti pri srcu. Najljubša številka sicer, vaša? Trenutno bi rekel, da 10 ali pa 5 mogoče. Ko sem bil majhen, mi je bila 5 zelo všeč. 5 tudi iz nogometnega vidika? Pa šolskega, ja. Ja, iz šolskega, seveda, ja. Pa ne vem, pa tako, na dresu petico, vem, da je imel takrat Zidane, pa mi je bil nekako idol. 5 mi je bila. Ampak vi ste bili winger na začetku, krilni nogometaši, se ne motim, pa ni glih številka 5 za krilne nogometaše, ne? Ja, 11 pa 7. To je res, ja. Ko smo šli na večje igrišča, potem sem šel bolj na wingerja, predtem sem pa bil malo bolj od zadaj, ko smo še igrali tisto 5+1, 6+1, kako se je igralo. Počes. Ja, v tistem obdobju, ko smo šli na veliko, potem je pa prišel že Messi, ki pa je potem bil naslednji moj idol, pol pa je bila 10, pa Levičar, tako so šle moje cifre, 5 pa 10. 10 tudi pri Olimpiji. Zdaj, ko se je končala sezona 2 tedna in pol nazaj, Matjaž Kek, selektor, je nekajkrat poudarjal, kako pomembno je, v kakšni formi so igralci in da je predvsem ta specifičen junijski termin zahteven, ker se lige končajo prej, ene pozneje. Kako ste trenutno vi, v kakšni fizični formi ste trenutno, potem ko se je prvenstvo pred skoraj 3 tedni končalo? Moram reči, da se jaz dosti dobro počutim, da sem tudi sam individualno dosti treniral, se pripravljal na ta zbor. Ko se sezona konča, ni bilo glih veliko dni odmora, nekaj malega pa je bilo, ampak z glavo smo že bili pri tem zboru in mora vsak sam biti dovolj profesionalen, pa da na svoje telo gleda kot na nekega Ferrarija, kot je rad poudaril moj bivši trener, in je treba biti profesionalen. Je pa res, da bi si mogoče sam želel podobne situacije, kot je z italijansko ligo, ko so komaj končali prejšnji vikend, pa da reš takoj po sezoni na reprezentanco, pa da bi potem po reprezentanci imel tisti odmor pred pripravami. To je nek idealen plan vsakega nogometaša. Zdaj, tisti, ki pa prej končamo, pa žal se moramo malo prilagoditi, ampak ko je v profesionalizmu, ne moreš si zbirati in moraš z danimi pogoji v tem trenutku maksimum izleči. Je težko ob takšnem odmoru vzdrževati formo, fizično pripravljenost? Mislim, ni zato, ker si lačen in si želiš dokazati, želiš dobiti priložnost in da boš takrat pravi in mi športniki ponavadi tudi po kakšnem tednu dni že preveč pogrešamo žogo in te neke športne aktivnosti in te kar vleče nazaj in ni težko najti motivacijo. Prej, ko smo bili na tiskovni konferenci Matjaža Keka tu na Brdu, je govoril o tem, saj itak vsi vemo, kdo najglasneje poje, kdo vrti glasbo v busu in me je zanimalo, kdo to je. Bom kar vas vprašal, kdo najglasneje poje v reprezentanci? Ja, to je Jasmin Kurtić. Pa tudi DJ on. A tudi DJ? Ja, on da svoje komade, pa jih pa najbolj glasno. A tako na busu kot v garderobi si predstavlja? Ker jih drugi ne znajo?
Ne vem, nekateri, naprimer ne vem, Šeško jih absolutno ne zna, ker še je premlad, pa tudi ne posluša te glasbe. Drugi so pa mogoče malo bolj sramežljivi. On pa je tisti, ki si da duška in rad nasmeji celo ekipo. Pa ima posluh? Ima. Ne moram reči druga, ko bom imel težave. Kdo so še lideri v garderobi? Kdo so še tisti, za katerimi se fantje postavite takrat, ko je treba narediti redne? Ja, absolutno sta v prvi vrsti tukaj kapetan Jan Oblak, ki ga žal trenutno ni z nami, in pa tudi Vid kot drugi vratar, ki je že res dolgo v reprezentanci, ima ta status in zna tudi on udariti malo po mizi, pa malo spodbuditi koga, mu dati neko dodatno motivacijo. Potem pa od mlajših pa mislim, da se Jaka Biol nekako spreminja od tega liderja, ki smo ga mogoče imeli v Boštjanu Cesarju vrsto let. On se mi zdi tak potencial, da bi lahko počasi tudi on začel prevzemati to funkcijo. Tudi on sam mislim, da že to čuti in je tudi začel delati to. To pa je to. Preveč jih pa tudi ne smeš imeti. Ravno to je tudi govoril Matjaž Kek. Dobro je imeti nekaj liderjev, hkrati tudi pomembno, da celotna ekipa se poveže in naredi in da vsi poskrbijo za to dobro vzdušje. Še nekaj podarkov, kaj je bilo tebi najbolj ključno od izrečenega danes? Ja, imenoval jih je za senatorje in da bi jih imel najraje kar 11 senatorjev na igrišču selektor Matjaž Kek. Sicer pa je bilo zelo spodbudno, ko je pripovedoval o Benjaminu Šešku, da je poškodba resna, ampak da pa je možnost in to velika, da bi lahko igral na obeh tekmah Benjamin Šeško. Slovenija bo potrebovala gole na teh tekmah, ima pa, kot je že omenil, timi izkušenega vratarja Vida Belca, čeprav je Kek razmišljal o tem, da ni želel na glas povedati, kdo bo igral, da je veliko treningov, malce smo pritiskali z Vidovškom, pa bo verjetno ostalo kar pri Belcu, ni obelodanil, samo med vrsticami, kdo naj bi bil kapetan, verjetno ta vloga kar neposredno pripada Jasminu Kurtiču. Sicer pa to, kot je omenjal že naš gost, da je v tem zboru, če tudi je slab, na voljo kar precej treningov in da se bo iz tega dalo tudi razbrati pred tekmama severnjaki, ko bodo Slovenci igrali na Finskem pa z Danci doma. Ja, glede Finske je izpostavil selektor Kek, da je trda delovna ekipa, tehnično in taktično urejena, da je dobro postavljena in da je težko igrati z njim. Ko sem ga poslušal, se mi je zdelo, to so lastnosti, za katere mnogokrat želimo, da je takšna slovenska reprezentanca, in v zadnjem obdobju se je marsikateremu od teh lastnosti tudi približala. Ne? Ja, absolutno. Vsak stremi k tej neki organiziranosti, ker mislim, da je to tudi najlažje doseči, ker zdaj nekega velemojsterskega znanja v naši mali Sloveniji je težko dobiti in te nekako manjše nogometne države lažje z neko organiziranostjo pa s taktiko to nadoknadijo. In moderni nogomet nekako gre k temu, da pač morajo laufati vsi od prvega do zadnjega, nima vsaka reprezentanca Mesija, da bi si lahko privoščila, da se ena ali dva sprehajata po igrišču. In ja, tudi mi imamo občutek, da v zadnjem obdobju postajamo takšne reprezentance in zato tudi mislim, da so rezultati šli navzgor. Absolutno se pa ne smemo zadovoljiti s tem in je zdaj samo treba nadgrajevati to in imamo dva dobra testa pred sabo, dve močni tekmi, in ki že lahko veliko povesta o nas samih. Reprezentanca z Mesijem sicer postala svetovni prvak, ampak vidimo pa v klubskem nogometu, da tudi ekipa klub z Mesijem in z Neymarjem in z Mbappejem si ne more privoščiti takšnih igralcev, ki ogromno dajo v napadu, ampak premalo pa v obrambi. Da bi se kar navezal pa dodal na prejšnje vprašanje, odlično je bilo slišati, ko je Matjaž Kek zatrdil, ne se spraševal, da reprezentanca zori, da so reprezentanti odrasli, da razmišljajo o tem in da je skupina zelo homogena in to nekako hrabri tudi pred junijskima tekmama. Veliko bomo o Finski slišali v naslednji
žogi v naslednjem podkastu Žoga je okrogla v nedeljo, ko bo naš gost tudi finski novinar, finska seveda tudi reprezentanca, ki se je uvrstila na zadnje evropsko prvenstvo, Danska polfinalist zadnjega evropskega prvenstva. S kakšnim izkupičkom bi bili zadovoljni točkovnim z teh dveh tekem? Mislim, jaz moram zdaj reči, da tudi po tej sezoni, ki prihajam iz Olimpije, si nekako navajen zmagovati in te ne zanima nič druga kot dve zmagi. In mislim, da moramo s tako miselnostjo, zmagovalno mentaliteto, absolutno vsi iti v to. Ker tudi, če se ti potem po nesreči pa zgubiš katero, imaš 3 točke, recimo. Ne. Če pa že daš ti cilj, dajmo vsaj eno zmagati, pa se ti pol ta cilj po nesreči, si pa lahko na 1 točki ali pa nič. Tako da Slovenija mora biti v neki miselnosti, da gre na polno na obe tekmi zmagati. Nimamo razloga, zakaj bi nekaj kalkulirali, še prehitro je v tem ciklusu kvalifikacijskem. Potem pa bomo videli, rezultat je itak, lahko si 10krat boljši od nasprotnika, pa ti daje z ene prekinitve gol, tako da rezultat vedno ne pove te slike čisto točne, ampak ja, vemo, da v kvalifikacijah se igra za točke in moramo napadati 3. Potem pa tudi, če z temi direktnimi rivali, ki se misliš boriti z njimi za prva 2 mesta, je mogoče tudi potem proti koncu pomembno, da če ne moreš zmagati, da ne zgubiš, ker s tem v bistvu tudi njim 2 točke ščipneš in napadamo 6, bomo pa videli, ko črto potegnemo po 19. juniju, ki bomo. Finska v petek, Danska naslednji ponedeljek. Gremo k domačemu prvenstvu. Izjemna sezona Olimpije, veliko veselje ob osvojitvi pokala in lige, ampak na koncu se je zdelo vse malce sladko-kislo ob vseh teh peripatijah med vodstvom, med trenerjem. Vi ste tudi skandirali nekajkrat njegovo ime ob pomembnih zmagah, tudi ko ste proslavljali naslov. Tudi v tem podcastu smo že govorili o tem, kako pomemben je bil v tej sezoni, pa me zanima iz vaših ust njegova vloga za Olimpijo v tej sezoni, sploh glede na to, da ste že nekaj trenerjev v zadnjih letih doživeli in nekaj tudi tistih, ki so imeli veliko v svojih rokah, pa na koncu ostali praznih rok. Ja, absolutno. V svoji ne predolgi karieri še zaenkrat sem ogromno trenerjev zamenjal in se včasih tudi sprašujem, če sem morda jaz tisti nek nesrečni talisman za trenerje, da se jim to dogaja. Že iz mojega časa v Angliji, pa tudi zdaj v Olimpiji. Ampak ja, zdaj se je končno poklopilo vsaj toliko, da je eden in isti trener ostal celo sezono in rezultati so bili takoj tukaj. Zdaj, z mojega vidika se mi zdi, da je bil on pač tisti ključni člen, ki je nekako vse igralce pa naše kvalitete znal povezati. Če bi se mogoče navezal na kuharja, je znal vse te stvari, začimbe, da je potem ta jed prišla do izraza tako, kot treba. Ne. To so njegove anekdote, vedno rekel, da je lahko samo en kuhar. Če bomo pa njega vprašali, bo on rekel, da absolutno do njega ni bilo nič, ker smo mi tisti na igrišču, ki pač moramo igrati in damo vse od sebe in je vse do nas. Tako da on je v tem smislu je res zelo skromen, ampak pač z vidika kapetana, ampak je že v tem klubu 3 leta pa pol, absolutno je on ogromno naredil za našo ekipo, ker dejstvo je, da se poleti sama ekipa se ni toliko spremenila, način igre pa kako smo izgledali se pa je ogromno spremenil in tu se pozna njegova roka in doben mu ne more tega odvzeti, rezultati povejo svoje, številke povejo svoje. Na nek način nam je poenostavil nogomet, mogel nam je obrazložiti neke osnovne principe in potem lažje razumeš tudi tiste malo bolj zahtevne principe. Vsak dan danes lahko igra pozicijo 2, eni celo 3 več, kot jih je lahko pred sezono. To je skozi poudarjal, da je htel doseči, da lahko igra vsak igralec na 3-4 pozicije. In to mu je uspelo. In s tem smo mi sami kot nogometaši tudi rasli in se izboljševali. In marsikdo v ekipi, če nas je bilo 23, bi rekel, da je zdaj po sezoni boljši nogometaš, kot je bil pred sezono. In to je samo njegova zasluga. In ne vemo, kaj bi bilo, če ga ne bi bilo, ampak zdaj je bil in smo lahko samo hvaležni za ta skupen čas. Ogromno nas je naučil, ogromno nam je prinesel.
predvsem rezultatsko in ja, končno sta se obe lovoriki spet vrnili v Ljubljano in hvaležni smo mu, no, kot ekipa in kot sem pa rekel že večkrat po samem prvenstvu, življenje gre naprej, klub bo tukaj vedno ostal, tudi igralci se menjamo, trenerji se menjajo, uprave se menjajo, navijači so pa tisti, ki ostanejo in pač tisti, ki smo še naprej v Olimpiji, bomo zmeraj dali vse od sebe, da zdaj na tem naprej rastemo, moramo dati novemu treneru priložnost, verjamem, da tudi on ima ogromno znanja in da zdaj z njim to uspešno zgodbo probamo nadaljevati proti Evropi, ker to bi bil zgodovinski uspeh za Olimpijo in mislim, da je čas, da ji uspe se uvrstiti v eno od tekmovanj. Tako da upam, da ne bo preveč sprememb v igralskem kadru, kar pa bo, pa da bo neka dodana vrednost, ki nas bo znala še dvigniti na višji nivo. Precej istočnic ste zdaj dali, pa se bi najprej ustavil pri tisti prispodobi v kuharjih, ker ravno to se zdi, da je bilo osrednje jabolko spora med Riero in med vodstvom. On je rekel, jaz bom kuhar, medtem ko pa vodstvo, kot smo lahko tudi razbrali iz intervjuja, ki ga je Adam Delius dal za Delo, pa je želelo bolj vplivati na tudi trenerske stvari, na dogajanje v ekipi. Kako je to vplivalo na vas, igralce, koliko ste tega začutili, koliko je uspel Riera vas zaščititi od tega, da ste se lahko osredotočili na igrišče? Ja, trener je res, mislim, da dal vse od sebe, da je nekako naredil ta res neko steno postavil med upravo in pa pač ekipo in trenerskim delom, kar mu mogoče na dolgi rok tudi preneslo to, da je ostal brez kluba, ampak rezultatsko pa mislim, da je nam pomagalo. No. Je bilo dosti lažje igrati za ekipo, ko niso bili vpleteni v tok teh zadev, si lahko samo sfokusiran na postopek treninga, na tekme, na svoje igre. In takrat je absolutno lažje igrati in daš več od sebe, imaš čisto glavo. Zdaj, moj primer je malo drugačen, ker kot kapetan vseeno sem bil dosti vpleten v te stvari, pa je dosti stvari, kdaj za reševati, so problemi, predvsem pred velikimi tekmami, ko nekako napetost pa nervoza raste v celem klubu, je vedno bilo neka panika, pa neko ali kreganje, ali ono tretje, ampak na koncu smo vedno vse rešili in na koncu dobro izvlekli ta pomembna srečanja in zmagali in bili prvaki. Tako da včasih sem sam sebe tudi malo presenetil, no sem si rekel na koncu, še dobro sem zgledal, glede na to, kaj vse se dogaja okoli mene pa v moji glavi, ker res ni lahko vedno, no, ampak ja, enkrat, ko stopiš med te bele črte na zeleno travo, gre vse ostalo v strani in moraš biti tudi tak karakter, da lahko to preklopiš, no, ni pa enostavno. Se vam zdaj kdaj zdi, da vam je to celo pomagalo? Spomnim se velikokrat v slovenski reprezentanci se je zdelo, da ko je prišlo do tren, da je velikokrat svoje najboljše predstave. Ja, neko reakcijo spodbudiš. Ne. To. In ja, tudi jaz sam se malo pošalim, no, da zdaj pred temi velikimi tekmami, no, če lahko rečem, derbi z Mariborom, pa finale pokala, ker je res vedno nekaj bilo 2-3 dni prej, kar ne bi rabilo biti, so mi malo živc dvigene, ste malo nabrijejo in potem sem v tekmi bil še mogoče zaradi tega malo bolj agresiven, sem si še malo bolj želel, tekmovalen. Tako da mogoče je tudi za nekaj to dobro in je pomagalo, ja. Nikoli ne bomo vedeli, ampak išlo se po naših najljubših, največjih željah, sanjah in si nimamo za nazaj kaj očitati. Skupaj smo dosegli maksimum v slovenskem nogometu in se bomo teh lepih spominov zavedno se spominjali. A lahko rečete, da je Albert Riera v nekem najbolj pozitivnem pomenu besede manipulator? Meni se zdi, da me lahko prepriča, ko govori o nogometni taktiki, ali pa če bi, ne vem, v Carigradu na bazarju mi prodajal uro, bi me prepričal. Ja, če je kaj, je dober govorec, ne? On je rekel sam za sebe, da kot trener jih je verjetno ogromno boljših od njega, ampak v govorih pa v nekih izjavah pa to pa je 100%, da ni dobenega boljšega od njega. Ne? In pač, to je govoril predvsem v garderobi? Ja, to je nam povedal, ne? Na raznih sestankih, ker pač njegovi sestanki so res znali biti zelo dolgi
ampak tudi po eni strani poučni in sam je rekel, boljše 45 minut treninga, pa da imamo toliko daljšo analizo, pa sestanek, ko pa da je sestanek čist kratek, pa pol nimate pojma, pa treniramo 1 uro pa pol, pa v bistvu ne veste, kaj delate. Ne. Kakšen najbolj zapomljiv njegov govor, kakšna fraza, ki vam je najbolj ostala v spominu? Pa pri njemu jih je res toliko, no, že takrat, ko je prišel na začetek, ne, v Olimpiji, njegova zgodba, pa ko je rekel, da je dobil Ferrarija v roke, se mu vsi načeloma nekako smejali, ne, ampak na koncu se je izkazalo, da je imel prav. Pa ta, da sta lahko samo v kuhinji mislim, da je lahko samo en glavni šef, da ne morata biti 2 glavna kuharja. Take stvari ti ostanejo, no, pa ne mogoče kako nam je obrazložil nogomet, da je vsako tekmo je nekdo ključ do uspeha, do zmage in da vsako tekmo je to lahko drug igralec in potem smo nekako mi vsi opustili ta neki egoizem, pa da si solist, ker smo pač videli, da res, bom se jaz danes malo bolj podredil, pa bo imel Kvesič več prostora, bo on zabil 2 gola, pa bomo zmagali. Drugo tekmo se pobrne, pa mogoče Kvesič tok ni bil viden, pa je Sešlo prišel do izraza in potem, ko nam on to obrazloži, kako on pač pred tekmo vidi potek srečanja, pa da je vedno drugačna tekma, pa da se to uresniči, smo mu nekako vsi začeli pa res verjeti, zaupati, mogoče tudi v nekih situacijah slepo verjeti. Ampak ja, človek je imel prav in tako se rekel, zna prepričati marsikoga v marsikaj. Ampak vedno ima pa neke razloge od zadnje. Ne? On vedno, če ga še vprašal, zakaj, ti zna na pol ure razložiti, zakaj. In pri določenih moči trenerjih ali pa to, če ti kdo nekaj prodaja, pač pa bi rekel, zakaj, pa ne ve, ja, ker jaz hočem. Ne? Tu moraš iti v pressing njega napast, pa bi rekel, ok, ampak zakaj trener to delamo, ne? Ja, ne vem pač, da bomo že gozili, ne. On pa ti točno pove, zato ker hočem, da je tisti sam, da tja usmerjamo, pa veš, pač vedno ima, kot pri šahu, no. Vsak zakaj ima za to. Ta točno to, ne. In rekel je tudi nam za bodoče, pač vsakega trenerja, ko vam bo nekaj dal za delati, ga vprašajte zakaj, ker pač potem boste tudi lažje to delali na boljšem nivoju, ker ste vi sami kot igravci vedeli, zakaj moraš to početi. Ne na samo to počneš, ker ti je trener tako rekel, ne. Ja, tako smo vsi rasli, pa se izboljševali. Zdaj rezultati vedno niso bili najboljši, ker pač itak so nihanja, lahko se ti ena ekipa zapre, pa ti da gol iz nič, ampak na dolgi rok sezona je maraton in mislim, da smo zasluženi na koncu tu, kjer smo. Kako pa ste trenirali? Ko sem gledal Olimpijo v tej sezoni, se mi je zdela ena taka klasična tiki-taka igra s posestjo, to se pravi, da je Albert Riera ožal igrišče na treningu in s čim krajšimi podajami držanje žoge v svoje posesti. Ja, mi smo, bi rekel, mogoče malo bolj te neke španske treninge, ampak to se omenja zato, ker mislim, da je pač Barcelona s to neko tiki-tako postavila ta nogomet in potem so vsi rekli, da je to španski način. Ampak danes v Evropi, ko pogledaš te najboljše ekipe, vsi nekako igrajo na podoben princip od Cityja do Arsenala. Naprimer Brighton dela fenomenalne rezultate in je dosti podoben v tem stilu, isto v Nemčiji, Bayern. Tako da nekaj že je na temu, da ta stil nogometa uspeva. Ne. Je pa res, da moraš imeti igralce za to in vem, da določene vaje smo začeli delati s prvim njegovim treningom in takrat, če jih je snemal, pa je rekel po sezoni, da bi nam rad pokazal, koliko smo mi napredovali v tej igri, ampak se to žal ni nikoli zgodilo, ampak bi bilo res zanimivo, da bi zdaj videl zadnji mesec, kako to izvajamo, pa takrat na začetku. Zakaj pa je umaknil kamere? Ja, to je bilo pa tudi malo borba za klubom, no. Da ne bi se rad preveč spuščal v to, ampak to je bil mogoče njegov nek udarec nazaj v upravo, ne boste snemali treninga, ne boste vedeli, kaj delate. Zdaj, čist razlogov jaz ne vem, to je bila njegova odločitev, ampak vem, da so pač treningi so bili snemani in lahko je tudi predsednik vsak trening gledal in mogoče je kdaj trener poslušal kakšne komentarje ali pa opaske, kaj vi delate na treningih, pa je rekel, če pa je tako, bom pa prepovedal, naredil res. Ampak, ja, čistih razlogov bi pa mogli njega vprašati, no, ampak jaz predpostavljam, da je bilo to. Ja, v intervjuju za Delo je predsednik Delius rekel, da potem, ko je omenil, da bi spremenil nekatere stvari v igri in govoril tudi o tem, kako je na treningih, se je potem trener Riera odločil za to, da umakne
kamere s treningov in takrat se je začela ta komunikacija, ki je potem ni bilo več. Nekajkrat ste med sezono Timi sami rekli, ste pustili v zraku, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju vaše osebne kariere, športne poti, da Olimpija bo vedno Olimpija, klub bo vedno tu, igralci, kot ste prej že omenili, igralci bodo odšli, prišli in nekako pustili na široko odprta vrata, da bi morda kje drugje nadaljevali športno pot. Kako je s tem, kaj je novega, kakšni so izgledi glede vaše prihodnosti? Čakam, ne, to je glavna beseda, ki se dostkrat ponavlja. Kako težko je čakati? Ja, je ker. Ja, pa sej ste obrnili igrico, če karikiramo. Osvojili ste vse, kar se osvojiti da. Kje bo zdaj motivacija v naslednji sezoni pri Timiju Maksu Elišniku, nas zanima? Ja, mislim, to je dejstvo, da pač v slovenski ligi je po parih letih pol res že težko najti motivacijo. Mislim, za derbije, pa za te pomembnejše tekme pri vrhu ni težko sam, da bi se pa mogel spet voziti dvakrat v Sežano, pa v Gorico, pa te tekme. Ne bo se treba. Ja, vem, zdaj se ne bo, teda moče bi še pa lahko stalo. Ampak ja, se nabere potem, sploh zdaj, ko sem osvojil to prvenstvo. Do zdaj me je nekako to vleklo naprej, da hočem biti prvak v Sloveniji in zdaj mi je to uspelo. Ne vem, težko si predstavljam zdaj novo sezono, ampak če bi pač se v najslabšem primeru zgodilo, pa da ostanem tukaj, še vedno sem kapetan, še vedno moraš biti lider, moraš novim fantom pomagati. Bi že zguril, bi dal vse od sebe, vseeno si športnik, profesionalec, tudi na treningu, ko igramo, hoče zmagati, če bo zdaj ligaška tekma, itak da mu hotel zmagati, tako da me nekako ni strah glede tega, ampak ja, znaki, neki signali so dosti pozitivni, da je dosti interesa iz tujine, je pa res, da v teh stvarih nič ni v tvojih rokah, tu je tvoj klub, je tisti klub, ki mora biti pripravljen plačati za tebe, mora se prvo ona dva najti, potem se komi tebe vpraša, pa če si ti zadovoljen. Tako da je dosti nekih stvari, ki se morajo poklopiti. Ampak če kdaj mislim, da je zdaj pravi trenutek, da spet probam iti na stopničko više, pa da spet dobim neko dodatno motivacijo, ker vedno, ko si z boljšimi okoli sebe, na boljšem nivoju, potem tudi ti se izboljšuješ in doben si pa ne želi, da nekako stagnira, da ostane na istem, ker to ni dobro. In, vsak si želi iti v tujino na čim boljši nivo, kar je logično. Tudi z vidika življenja, finančno, Slovenija je pač limitirana, nažalost, in tu sem zdaj dosegel, kar sem lahko. Bomo pa videli, tako kot sem rekel, prestopni rok se je komaj odprl, še je dolgi, nekatere lige so se zdaj komaj končale in zdaj bo klubi komaj šli v to, koliko imamo denarja, koga si lahko privoščimo, kaj rabimo in verjamem, da bo ta 2 tedna tukaj na reprezentanci, da se bo že kar dosti dogajalo in potem bomo videli, ko se bo treba vrniti v klub, kje smo. Ja, tudi selektor je govoril o tem, da so nogometaši v izložbi, to je seveda zelo dobro tudi za Timija, pa me zanima, a sta z agentom pa zdaj vsak dan na zvezi, malce pritiskate nanj, da jim že kaj najdi, a se kaj dogaja, kako to izgleda? Ali bi bilo idealno šele po kvalifikacijah Lige prvakov potem zapustiti Ljubljano? Ja, to bi bilo po mojem idealno za klub. 3 ure traja. Zdaj, zame... Jaka bi oli prišel, da razložimo, Tim ima prav, postaja res pravi lider, dejal je, a to 3 ure traja. Ja, mislim, za mene je absolutno idealno, da greš čim prej, ker bi rad v novem okolju čim več časa, da se spoznaš s fanti, da imaš čim več treningov pred začetkom prvenstva. Ko vemo, da ko se evropske kvalifikacije končajo, so že v bistvu vsa prvenstva že tečejo in potem, če komaj takrat narediš transfer, si nekako kar vržen v vodo in da splavaš, je res težko, boš rabil par mesecev, da spoznaš vse skupaj sistem in da potem lahko pokažeš samega sebe v najboljši luči. Tako da z mojega vidika si absolutno želim, da se to čim prej konča. Da če se na tebe navežem, kako to zgleda, je pa čisto odvisno od vsakega agenta pa igralca. Jaz sam, mislim, z njimi tako imam dosti prijateljski odnos, da tudi če se slišim, ni vedno sam profesionalno, pa kaj se dogaja, ampak tudi druge stvari debatiramo. Nimam pa rad zdaj vsakodnevno pumpanja glave pa informacij, dokler ni konkretno, mi načeloma niti ne rabi nekaj omenjati pa govoriti, ker se pol tudi lažje sam skoncentriraš na tekme pa igre. Vem, dost fantov pač ne vem, da bi jim zdaj rekel, danes te pride gledati ta pa ta klub,
potem v tej neki želji po dokazovanju enostavno pregorijo in je kontraefekt. Tako da jaz imam z njim nekako dogovorjeno, da mi teh stvari sploh ne omenja. Jaz igram vsako tekmo normalno, na polno in zdaj, če gleda Real Madrid ali pa Šibenik iz Hrvaške, mi je isto in ne vem. A ste to obveščeni, da pridejo skauti na tekmo vas gledati? Ne, glih to hoče povedati, da jaz z njim te komunikacije načeloma nimam, no. Da mi ne deva nekega dodatnega pritiska, da pač itak vem, da mora... On pa ve? On ve, ja, on jih povabi, on jih pokliče, z njimi v komunikaciji in on jih tudi, ne vem, pogosti, bilo kaj pripelje. Pa mu oni povejo, če so zadovoljni, ono tretje in potem čez nekaj časa, če je pač res konkretno mi reče, glej, oni so bili, ful se jim dopadeš, še naprej te bojo spremljali, samo tak dalje. Isto zdaj v tem primeru, koliko sem rekel, itak morajo se še klubi med sabo, dokler ne bo neke konkretne ponudbe, pa da bo na papirju, na mizi, mislim, da nima smisla, da zdaj meni, ker potem lahko imaš tudi sam neka pričakovanja, pa lažno upanje, potem pa propade stvar in imaš razočaranje, ne? Če pa jaz zdaj ne vem, da se on pogovarja s tistim klubom, pa na koncu nič ni iz tega, ne bo dobenega razočaranja in dosti je v glavi v nogometu, no nasploh v vseh športih in mislim, da je boljše, da ne diramo preveč v glavo, da je fokusirana, pa kar bo. Pri prvem odhodu v tujino ste izbrali Anglijo, bi jo tudi sedaj? Bi, ampak je ne morem. Ne. Anglija, odkar je šla iz Evropske unije, ima nov sistem nekega zbiranja točk in iz slovenske lige se enostavno ne moreš tja prodati, tako da bi zdaj mogel iti nekam drugam, pa potem od tam bi se lahko naprej v Anglijo prodal. Kakšna druga država, ki vam najbolj diši? Pa zdaj jaz Portugalska? mislim, da nisem jaz v situaciji, ko bi si zdaj preveč lahko zbiral, pa to, sam imam res veliko željo, da grem ven in tja, kamor bom šel, bi rad, da je čim večji level. Ne. Zdaj, če bo prišel klub iz serije A, itak top 5 liga, bi šel takoj tja, ne bi potem zbiral, ja, pa rajši bi šel tja, bom zdaj odbil Italijo, pa bi igral nekje druge, kjer je pač liga niže rangirana, ne. Če pa so že te kjere druge države, ne vem, naprimer Belgija ali pa kaj takega, bi si pa želel, da je tam čim boljši klub, da se podobno kot v Sloveniji boriš za lovorike, ne. Logično je, da če greš v Ligo 5, da pač ne boš pri teh največjih velikanih, je pa Liga 5, ne. Če pa so te manjše države, manjše lige, pa da si potem v teh bolj konkurenčnih klubih. Ravno, ker ste omenili Belgijo, neverjetno razplet v zadnjem krogu belgijske lige. Zadnjih 10 minut, torej obeh zadnjih tekem v zadnjem krogu. 3 različni prvaki so bili takrat virtualno. Najprej je bil v 5 minutah. Neverjetno. Union Saint-Gilloise je bil prvak, potem, ko je vodil z 1-0 proti klub Brugeju, potem, ko je Brugge izenačil, je bil virtualni prvak Genk. Union je na koncu izgubil tekmo proti Bruggeju s 3-1 in v zaključku tekme med Genkom, ki je bil tedaj torej virtualni prvak, in Antwerpom pa je zadev branilec, katerega priimek Boštjan vselej zelo rad izgovori. Tobi Alderweireld je dosegel gol in poskrbel za prvi naslov državnega prvaka ekipe Royal Antwerp po 66 letih. Drugi polčas. V drugem polčasu tudi o evropskem klubskem nogometu. Zadnji finale bo v soboto, danes je Šern, West Ham Fiorentina v konferenčni ligi. Član našega uredništva, sicer pa navijača Rome, Marko Polak pa je bil prejšnji teden na finalu Evropske lige v Budimpešti. Sevilla je po 11 metrovkah premagala Romo in 7. osvojila to tekmovanje. Prejle so se o tem pogovarjala. Mourinho je stavil po karjaško, ne vem, all in, torej vse na to, kajti 6-7 tekem v seriji nismo zmagali, tudi na zadnjih 2 je celo poizkušal s to postavitvijo 3-4-3, ker načeloma igra raje s 3-5-2 na tekmah proti Salernitani, pa tudi Bologni, ampak seveda z rezervami, ne. Vse tisto dobro kakovostni kader je pustil na klopi in še ta kader potem v tem finalu ni bil sposoben igrati polnih 90 minut in nekako načrt je bil po 90 minutah zmagati, ne. In moram reči, da mene je zelo presenetil pristop v prvem polčasu in pravzaprav morda še bolj Seviljo in njihove igralce, kajti niso pričakovali neke ofenzive strani Rome. Gol je uspel, žal na koncu se je izkazalo, da je bil eden premalo in potem je pač po Mourinhovsko zaprl ob vsem kadru, ki ga je moral menjati. Ostali smo pravzaprav brez tistih
napadalnih opcij, ki smo jih imeli v Dybali, pa ne na zadnje v Pellegriniju in oba omenjam, zato ker sta tudi edina naša strelca 11 metrov v sezoni serija. Kar je bolelo, je bilo to, da potem v 90 minuti je kar nekaj ljudi začelo zapuščati stadion, češ mi tega ne moremo dobiti, po 120 minuti odigrani je pa sploh čutil si neko slabo energijo, da tega Roma nikakor ne bo dobila. Ne? Torej, navijači so odšli iz stadiona še pred streljanjem 11 metrov. V solzah, nekateri. Toliko o tem, da je loterija. Ne? Loterija ja in ne, ampak ko pogledal na igralce, sedel sem skupaj s hrvaško ekipo. S hrvaško ekipo navijačev. Navijačev Rome, ja. Morda ena zanimivost, no same tekme, medtem ob pogledu na del tribune za golom, kjer so bili Seviljini navijači, mi je v oko padla ena sama zastava, na kateri je pisalo Rodos Fans Sevilla, vse preostalo je bilo v duhu Andaluzije, torej Sevilje, medtem ko na strani Rome, ob vseh Rimljanih, ki so prišli iz Rima spremljati to tekmo, pa klubi, se pravi z naših prostorov Slovenija, Hrvaška, Srbija, skupaj smo tudi kupovali vstopnice na črnem trgu. Mimo grede, koliko pa stanejo vstopnice, kakšen je bil razpon? Trikratnik oziroma bil je celo več, ampak naša zgodba je bila taka, da je hrvaški kolega pregledoval vse madžarske forume, iskal in to so bile cene nabite vse do 500 evrov za vstopnice, ki so bile načeloma v originalni ceni 65 evrov. In je našel nekega Madžara, ki je imel 4, torej prav za nas 4, ostali so bili v lastni režiji, tako smo bili razkropljeni pri nakupu vstopnic in je potem prosil srbskega kolega, ki ima po babičini strani celo nekaj madžarskih korenin, predvsem pa tekoče govori madžarsko. In je tega Madžara klical, cena je bila 100.000 forintov, kar je v evrih približno 270 evrov za vstopnico, ki je bila načeloma 65, da se je potem z njim dogovoril, on je bil celo navdušen, wow, celo madžarsko govorite, ja bom znižal ceno in jo vsem spustil za 50 evrov. Tako da vsaj glede tega, tako smo jih pridobili, ampak tudi vsi preostali na tak način, ampak so plačevali precej več. Emocije na koncu, finali so vedno posebni, redki so, je pa še bolj boleče, ko ga izgubiš. Nekaj posebnega je biti del vsega tega, že v samem mestu, že na poti tja po avtocesti, ogromno rimskih avtomobilov, kombijev, objemanju, odkot ste, Slovenija, Kroacija. Oni so bili navdušeni, ne? Namreč ne vedo, da mi spremljamo že tudi več kot 20 let Romo in kjerkoli igra, kadarkoli igra. Pa potem tudi v mestu, ker prav zanimivo, odločili so se za avtomobilski prevoz, so bile potem avtomobili poplavljeni po ulicah s šali, s trobljami, s petjem pesmi, da sem se na momente počutil, kot bi bil pravzaprav v Rimu pred tekmo Rome na domačem stadionu. Res pa seveda Sevilja je imela drugačno zgodbo, sedeli smo tudi s seviljnimi navijači, ki jih je bilo sicer manj, ampak so oni iskali tudi najcenejše lete, torej vem, da ta par, ki je z nami bil na pivu v središču Budimpešte, je imel letalsko povezavo Sevilja, Oslo, Budimpešta, da je bila ta kombinacija celo cenovno najugodnejša oziroma najcenejša. In ta euforija, ko hodiš z maso na svoj del stadiona, torej 40.000 navijačev, mislim, da je imela Roma dobro 2/3 na stadionu, petje, prepevanje je... Ena prvih mislih je bila seveda Scudetto 2001, ampak druga me pa v bistvu popeljala na slovensko reprezentanco, ker si res želim, da Sloveniji uspe priti na Euro, ker si ne predstavljam, kako bodo to mase rojakov, ko bomo skupaj šli recimo na stadion gledati tekme, če se seveda uvrstimo na ta Euro v Nemčiji. In pa tudi sama tekma, mučno je, ko ne veš, kaj se dogaja pri določenih sodniških odločitvah, ker na ekranu ti je vse na voljo, razen vara. VAR pa ne vidiš na stadionu. Vara pa ne vidiš, bilo nam je pa čudno, da je pri enem prekršku, ki ni bil prekršek, no mislim, da je Banjes nogometašu Sevilje najprej zbil žogo, pa je on potem padel čez njegovo nogo, je takoj pokazal na 11 metrov, da so skočili vsi naši na sodnika Taylorja in ga prepričevali, verjetno je dobil tudi v slušalko poziv, naj vendarle si pride ogledati posnetek, da je potem to 11 metrov razveljavil. Druga situacija, ki pa je seveda mi nismo videli, ampak smo bili potem toliko bolj razočarani v enem od bifejev po tekmi, ko smo si lahko na telefonih ogledali, nas je pa kar šokiralo, no, da tam pa ni želel iti sploh pogledati vara. In se tu sprašujem, čemu var, zakaj var, kdaj var, kolikokrat var. Ta del je bil v bistvu pravzaprav bolj boleč kot sam tisti poraz, ker, kot sem že prej omenil, po 90 minuti, morda je to za preučevalca psihologije množic, tisto veselje, euforijo, pozitivo, ki jo čutiš, ko prideš na stadion, ko navijaš, povedeš na tekmi, na to pa
vso to žalost, čutiti se jo dano, že zdaj, ko pomislim, se naježim ob vseh tistih, ki so jokali že zraven, še preden se je sploh začelo izvajati 11 metrovke, to je nekaj neverjetnega in mislim, da tam v tistem trenutku morda je le nekaj posameznikov bilo takih v pozitivnem duhu, da je verjelo, da bi morda lahko uspelo, ampak pogledu prav govoril sem s temi Hrvati, ki smo bili skupaj na stadionu, da Ivan Rakitić je eden najbolj zanesljivih izvajalcev 11 metrovk. Vedno je streljal 11 metrovke za reprezentanco, še pred Modrićem, potem Lamela, ki je bil nekdaj tudi naš igralec, in pa ne nazadnje Montiel za res pomembno izkušnjo svetovnega prvenstva, mi pa igralci, ki nikoli ne streljajo 11 metrovk, malo verjetno, ne vem. Sam tudi ne bi stavil, če bi imel opcijo denar položiti na neko stavnico, da bomo mi zmagali. Mislim, da je Mourinho priplavil odlično taktiko, presenetil nasprotnika in potem poskušal igro zapreti. Mislim, da je bila sama taktika Mourinha popolna, vendar z eno pomanjkljivostjo, s tisto usodno napako in avtogolom Mančinija. Fantam je pa sploh žal, ker je malo nor, malo je kot navijač, ker ob vsakem proslavljanju zadetkov skače po svojih igralcih, jim čestita, med navijače gre, vihti zastavo in je bil žal tragičen lik tega finala, da je dosegel tisti avtogol in potem bil še prvi izvajalec, ki ni zadev z bele točke. Ne. Italijanski klubi v vseh treh finalih, torej Roma v finalu Evropske lige, West Ham, Fiorentina v finalu konferenčne lige, osredotočiva pa se še na dvoboj Interja in Manchester Cityja. Manchester City velja za izrazitega favorita, kaj tudi ne bi bil glede na igre v tej sezoni in v zadnjih sezonah. Inter torej ni favorit, je outsider v tem dvoboju. Kaj pa pričakujejo v Italiji od Interja v tem dvoboju? Kako priti po tej ozki poti do zmage? Poti in iskati tiste res skoraj nične malenkosti ali pa napakice, ki bi jih City lahko storil. City je zame vsekakor favorit. Mislim, mene čudi, da v teh 5 letih prevlade v Angliji, ko samo enkrat mislim, da niso osvojili Premiershipa, da niso v Evropi uspeli, da so vedno nekje klecnili na eni overi, mi je zares čudno. V Italiji tudi pa na kakšen način proti Tottenhamu s tisto roko, proti neverjetno, dva gola. Nič jim ni šlo na roko, vso to smolo, ki jo imaš, oziroma vsaj tu vidiš, da morda le denarni vse, pa so ga veliko zmetali za vse te ekipe, pa imajo vrhunskega stratega, ampak tiste nekaj športne sreče pa vseeno potrebuješ, je morda zadnji košček mozaika za končni uspeh. V Italiji pa, koliko sem pregledoval, verjamejo seveda, kako ne bi, zakaj ne bi nikoli ne greš z belo zastavo naprej igrati finala, ampak računajo zvabiti vso to posest Cityja pred njihov kazenski prostor, zapravo zgoščen kazenski prostor, udariti proti napad in ta mora biti učinkovit. Orožje mislim, da Inter ima in to 3 vrhunske raznovrstne napadalce, ki morda niso več v svojem vzponu, ampak zatonu, ampak Lautaro Martinez s hitrostjo, s tehniko, Dzeko visok, močan v skoku, tudi hiter, dober z nogo in pa pošast v obliki Lukaku, ki je še fizično močan, tako da lahko Simone Inzaghi res raznovrsten napad pripravi in se osredotoči na te protinapade, sicer pa Manchester City ne dela napak v posesti žoge. Mislim, to so tako redke, da bi jih lahko tako tesno pokrivali in izkoristili morda eno samo edino in potem prešli v protinapad. Malo verjetno, bolj postopoma priti na njihovo polovico igrišča in pa računati na set pieces, torej na prekinitve, izkoristiti morda Dzeka, Lukakuja, ne vem, kako bi potem umestil Martineza v čvrsto angleško obrambo, ampak ima Inzaghi kar nekaj opcij. No? Ampak definitivno je pa Manchester City favorit in morda je lahko Inter zaradi tega tudi malce bolj sproščen. Gledal sem nekaj zadnjih tekem v seriji A in res so igrali sproščeno. Mislim, da na zadnjih 10-11 dvobojih, mislim, da so izgubili samo dvoboj z Neaplom, z Napolijem prvakom. Vse ostale so dobili, torej se oddolžili vsem tisti, proti katerim so izgubili v prvem delu sezone, ki so ga pravzaprav, tam so zapravili Scudetta. Mislim, da je tudi Mourinho dejal, da je pravzaprav Inter tisti, ki igra najboljši nogomet, ima najbolj popolno ekipo, ampak v prvem delu sezone so izgubili proti Laziju, Romi, Milanu, Juventusu, proti Udineseju, tako Napoli je takrat zmagoval. V tem delu so se vrnili in edini poraz je bil proti Naplu, 2-0 ostalo so dobili. Torej Romo, Milan, vsem so vrnili milo za drago rečeno in zdajle so v formi. Pravilno so jo tempirali, če tako rečem, ampak City je pa res zelo dobro voden in naoljen stroj in čez to vero bo težko, ampak finale se igra enkrat, tam se lahko zgodi karkoli. Ok, še finale Lige prvakov, od vseh 3 mnenje, kdo bo zmagal in zakaj. Prej je govoril Marko o tem, da pri Interju upajo v Italiji, da bi lahko posrkali
pritisk Manchester City in naproti napade šli. Meni se zdi, da so bile proti Manchester Cityju najuspešnejše tiste ekipe, ki so pritisnile City in bolj proaktivno odšle od takšne tekme. Vprašanje, če ima Inter takšno ekipo, ki bi lahko to naredila, kaj vi pričakujete? Dvomim, da ima Inter hitrejše pa boljše nogometaše za protinapade, kot je imel Real Madrid, pa je City to dosti z lahkoto rešil. Absolutno bo imeli neko svojo računico, kako jih probati presenetiti, ampak pač v tem trenutku se mi zdi City tako kompletna ekipa, da jim bo res težko, pa tudi ne glede na to, kakšen bunker se jim postavi, nekako vedno najdejo pot do gola. Tudi s Haalandom zdaj imajo neke nove dimenzije, ki lahko tudi preko predložkov ogrozijo, mogoče jim je to v preteklosti manjkalo, pa so jih tu lahko ujeli v zanko. In res dajem minimalne priložnosti Interju, je pa res, da če kdo v finalih znajo Italijani neki potegniti ven iz nič, tako da finale 1 tekma, podaljški penali, vse je možno, ampak res City je izrazit favorit in jaz verjamem, da tako kot zdaj igrajo, da so v najboljši formi, kaj so bili do zdaj in da bojo dosti enostavno. Jaz se popolnoma strinjam, podpišem, kar si ti mi zdaj povedal. Mislim, da sem že zadnjič omenil, če bi bilo 10 tekem, bi City 5-krat razbil Inter, 4-krat bi normalno zmagal, 1-krat pa bi prvak postal Inter. Marko? Ja, mislim, da je po 7 letih, odkar je Pep Guardiola sedel na klub Cityja, zdaj pa prišel ta čas, da je dozrela ta ekipa, dozrel ta državni projekt Združenih arabskih emiratov. Me pa zanima, Timi, kje boste gledali finale. Selektor Kek je pravil oziroma rekel na tiskovni konferenci, da ne bo sicer obvezno gledati v skupini, da imate, mislim, do soboto popoldne celo prosto. Kje boste gledali finale? Ja, zdaj vse je odvisno od našega urnika plana. No, zdaj, če bo slučajno v soboto fraj, pa da moramo biti komi v nedeljo nazaj, da lahko doma prespimo, bom verjetno šel doma, pa bom punco prisilil, da gleda z mano. Če bomo pa tukaj, pa bomo z fanti skupaj, no, itak večino večerov skupaj preživljamo, gledamo tudi druge reprezentančne tekme, ker so vedno v teh terminih, se malo zraven zabavamo, vržemo kakšne karte in vedno hitreje mine, tako, pa tudi potem se mi tako zbližamo, tako da bo naša stalna ekipa zbrana. Ja, City je zagotovo kot vsi pred mano velik favorit, morda pa se Inter pripravlja s tistimi Mourinjevimi protinapadi v času Milita in tako, da se pumpajo pred to tekmo, da bi lahko presenetili, kaj drugega jim niti ne preostane, ampak dobro so Italijani odigrali s Portugalci v zaključnih tekmah, ampak City jasno, prevelik zalogaj, ampak zanesljivo bodo imeli pot do zmage, oziroma si postavili cilj, ne da bo ta pot uspešna. Ko se pogovarjamo o angleških klubih, imaš ekskluzivnega gosta, si velik navijač Liverpoola, on ti lahko z prve roke pove, kako je igrati proti Liverpoolu. Ja. Kdo je navijač? Vi ste navijač Liverpoola? Jaz sem, ja. Velik, strašen, mislim, ta podcast je čisto... Pol ni sezona glih najbolj uspešna. Mislim, ni, ampak še zmeraj. Zadnje obdobje je pa bilo. Ja, super. Mislim, v primerjavi s prejšnjimi 25 leti, zadnjih 5 let je bilo izjemno. Vesoljskih, ne. Mislim, ja. Ja, se zato tudi mislim, da je prav, da nadaljujejo s klubom, pa da ima dovolj kredita, ker je toliko uspel pa postavil klub nazaj na svoje mesto. Mislim, glede na zaključek te sezone sem jaz tudi optimističen za naslednjo, ne? Ker jaz mislim, da je treba sam osvežiti sredino igrišča, spredi dobro zgleda, so že prišli in Luis Diaz, zdaj smo pa sprožene. Ti si začel. Ampak jaz sem hotel samo, da gost pove, kako je bilo igrati proti Liverpoolu, bova Luka midva o tem, kaj rabite, kaj ne. Ja, igrati je bilo fenomenalno, ne. Bil sem, mislim, nekako pred tekmo sem že dobil zagotovilo strani trenerja, da bom vstopil, zdaj koliko minut pa bo, pa si nisem znal predstavljati. Zanimivo je bilo, da me je že na sredini prvega polčasa poslal na segrevanje in ko se je obrnil klopci pa rekel, kao, you go warm up, ne, pa gledam levo desno, nisem vedel, komu je rekel, ne, kjer imamo bolj izkušenemu, pa ne, Timi, ti, ne, sem bil, presenečen. V ligaškem pokalu, a ne? Ja, v ligaškem pokalu je bilo, ja, in takrat je bil že klop trener, v dresu derbija, ne? Ja, v dresu da derbija. razčistimo, ja.
Liverpoolova ekipa sicer takrat še ni bila tako šampionska, kot je bila zdaj v zadnjih parih letih, ampak so bili Coutinho, Firmino, Henderson kot kapetan, Emre Can še takrat igral in pač koliko sem bil takrat, sem bil po mojem 18 let star, je to bilo res... Pa na Anfieldu, ne? Ne, doma smo igrali. V derbiju, če bi bilo na Anfieldu, bi bilo še toliko boljše, ampak moraš se razumeti tudi potem navijače derbija, da je njim tudi mogoče lepše, da pridejo k njim te velike ekipe in ne gledaš takrat, kje igraš, sam da igraš proti njim, da se lahko z njimi primerjaš, da vidiš nasprotnika v tem dresu in Liverpool je ena takih ekip, ko si njo lahko odkljuka iz seznama, ampak imam še jih pa kar nekaj in upam, da v karieri še uspem, da se soočiti z temi največjimi evropskimi ekipami. Sodnikov dodatek. V sodnikom dodatku vedno pripravimo kviz, kdo je to na podlagi njegovih klubov in tokrat nekdo, ki je povezan z vašo kariero. Njegovi klubi so West Ham, Chelsea, Manchester City, New York City. Pa z mano je povezan. Lampard. Ja, to je bilo prav enostavno. Okay, ker je bilo prav enostavno. Še enega, Karlsruhe, West Ham, Everton. West Ham isto pa Everton. Pa z mano je povezan. Ne, ta ni z tabo povezan. Ta ni z mano. Ne. Ta je povezan... Se pravi, da je Nemc. Ni Nemc. Ni, pa v Karlsruhe. Čakaj, je začel v Karlsruhe? Ni začel v Karlsruhe. Začel je v svoji domovini. Potem je pa odšel v Karlsruhe, potem pa največji pečat pustil pri West Hamu oziroma Evertonu. Igral je v polfinalu svetovnega prvenstva. Se pravi, Turek. Vodil je tudi angleškega prvoligaša. Več angleških prvoligašev, ne samo enega. Nastopa tudi kot pandit na britanskih televizijah. In ni Britanec. Ja. Prihaja iz sosednje države. Naše, ne britanske. Pa ni to Davor Šuker. Ni, si pa zadev državo. Karlsruhe, West Ham, Everton. Polfinalist je bil? Polfinalist svetovnega. Bilić. Slaven Bilić. Ok, super. Dobro, ugotovili smo. Ena je bila prelahka, ena ni bila. Timi, hvala za obisk. Super je bilo kramljati z vami. Hvala vam. Marko, Boštjan, hvala lepa. Naslednja žoga v nedeljo, potem pa Finska naslednji petek, Danska pa ponedeljek zatem. Uživajte, se slišimo.